kaj določa komunikacijo? Kaj določa komunikacijo zdaj? Vsak od vas ima komunikacijo z mano. Spravi, ugotovili smo na več ravneh, lahko vam povem, da komuniciramo tudi na podzavestnem nivoju. Vaša podzavest in moja podzavest vesta skoraj vse. Podzavesti se mi zelo dobro spoznamo. V nezavednem smo že skoraj eno. Če gremo še en korak globlje, smo eno. In tudi temu smo tako zelo različni v pojavnem svetu. Kaj je tisto, kar določa, kako komuniciramo? Vsak od nas, razumete, da vsak od nas ima neko komunikacijo. Zdaj, tudi če ste tiho, mi komuniciramo. Drži? Kaj je tisto, kar določa našo komunikacijo? Energija. Energija, ok. Ja. Čustva, frekvenca. Čustva, frekvenca, ja. Darja? Misli, ne? Misli, tudi? Pozornost. Pozornost? Ja, trek nivo pozornosti. Nivo pozornosti, definitivno. Ja. Kaj še? Ena taka splošna zadeva. Nek skupni interes. Nek skupni interes. Vse to, kar ste zdaj povedali, je, pa ne zdaj, tisti, ki me poznate, veste, da jaz nikoli ne poskušam ugajati, nikoli ne govorim neke stvari, da je res, če mislim, da niso res. Ne? Jaz mislim, da vse, kar ste povedali, je res, je pa ena bistvena stvar, ki jo lažje opredelimo, in to je odnos. Spravi, mi komuniciramo na podlagi tega, mi dva komuniciramo na podlagi tega, kak odnos ima jaz do tebe in kakšen odnos imaš ti do mene. Nataša, ista zgodba in tako z vsakim od vas ista zgodba.